Hvala lepa učencem iz Rod za tako prisrčno predstavitev našega Janeza. Zdaj upam, da hlače so se oblekle. Ja, so. Hvala lepa. Tako, letos mineva natanko 70 let od časa, ko se je prva večja organizirana skupina povojnih beguncev podala čez Atlantik, kjer jih je po posredovanju Hladnika sprejela Argentina. Hladnika, ki je odšel leta 1936 v Argentino, kjer je svojo glavno skrb namenil takratnim slovenskim migrantom. V času med obema vojnama je bilo v Argentini večje število Prekmurcev in pa Primorcev, ki so se v neznane kraje podali ne zgolj zaradi zaslužka, ampak tudi zaradi fašizma. Prepotoval je deželo od juga do severa, od vzhoda do zahoda, poiskal in skozi revijo Duhovno življenje povezoval slovenski živen. Komaj si ustvaril ugled med nezaupljivimi rojaki, se je že znašel pred novim izzivom. Vojna in z njo komunistična revolucija v domovini mu je povzročala hude skrbi in težave. Močna komunistična propaganda je žal dosegla tudi rojake v Argentini. Čeprav so bile informacije o dogajanju v domovini skope, je kmalu spoznal pravo stran OF. Vse njeno delo pa je spoznal po vojni, ko je nase prevzel veliko breme reševanja begunstva Slovencev. Pri predsedniku Argentine Peronu je dobil dovoljenje za vselitev 10.000 Slovencev. Takrat je spoznal, da se je njegovo delo šele začelo. Cerkveni mešani pevski zbor, prosim.
mineva 40 let od izida njegovih spominov pri goriški Mohorjevi družbi. Zato, dragi, tukaj navzoči, danes ne bomo toliko govorili o njegovem življenju in delu. Skušali bomo predstaviti to novo knjigo, ki je danes pred vami, in povedati nekaj o pomenu Hladnika za takratni in današnji čas. Za ponatis te za branje tako zanimive knjige je v veliki meri odgovorna gospa Erika Jazbar. Več o nastajanju in vlogi goriške Mohorjeve družbe, kot tudi o svoji vlogi pri tem, pa je najbolje, da pove kar sama. Gospa Erika, prosim. Lep goriški pozdrav vsem prisotnim. Danes v Rovte se nas je pripeljala manjša skupina iz Gorice, več odbornikov goriške Mohorjeve družbe. Naši predhodniki pred 40 leti so verjeli v to knjigo. Danes mi, oziroma pred enim letom, ko smo se odločili za drugo izdajo te knjige, ravno tako verjamemo v to knjigo. Goriška Mohorjeva družba je najstarejša slovenska založba Slovencev v Italiji. Nastala je približno pred enim stoletjem zaradi razmenitve, ker matične knjige se niso mogle prodajati na našem koncu. V tem zgoščenem in dolgem 20. stoletju se je potem meja pri nas še večkrat premikala, ampak na koncu smo ostali še vedno za mejo in mislimo, da bomo preživeli samo, če bomo utripali z matico in z matičnim narodom. Z matičnim narodom pa utripaš ne s razpisi, projekti, oziroma ne razumeti slabo gospod župan, tudi s tem, ampak predvsem s prijateljstvom in s človeškimi vezmi med nami. Zato, ko me je Ronko pred enim letom mi predlagal, da bi šli v ponatis te knjige Goriške Mohorjeve družbe, bi seveda mi lahko se odločili, da bi rekli seveda, ja, ne gre v ponatis, izide lahko pri nas, damo zrejenje, pač ne izide v Rovtah v Ljubljani. Želeli pa smo biti del te zgodbe. In ponovno, ko se je zgodilo pred 40 leti, da bi ta knjiga ponovno povezala vse te narodne ude, na katere pogosto pozabljamo. Slovenci živijo v mejah Republike Slovenije, Slovenci živimo zunaj meja Republike Slovenije, avtohtone manjšine, v Italiji, na Koroškem, v Porabju. Slovenci živijo tudi v zdomstvu, v Argentini in ne samo v Argentini. Kot rečeno, knjiga je išla pred 40 leti v Gorici. Zakaj v Gorici? Zato, da je išla v Gorici, je bilo potrebnih nekaj elementov. Najpomembnejši je bil lik begunskega duhovnika Jožeta Juraka. Jože Jurak je leta 1948 bil begunski duhovnik v Argentini. Zasno je sodeloval z Janezom Hladnikom, od njega je prevzel tudi urejevanje duhovnega življenja, ki je bilo prej omenjeno. Leta 1961 v Argentini je preživel več kot 10 let, leta 1961 pa je prišel v Gorico. V Gorici je bil dušni pastir, bil pa je predvsem nepodpisani urednik Katoliškega glasa. Katoliški glas je bil tednik, ki se je tiskal v Gorici in v takrat zelo težkih pogojih, ker matica našega dela manjšine ni financirala, je omogočal našim ljudem vsaj minimalen pluralizem na medijskem področju. V Katoliškem glasu je 3 leta po Hladnikovi smrti, od leta 1968 dalje, so začeli po Jurakovi zaslugi izhajati Hladnikovi spomini v podlistku. Izhajali so 3 leta, bilo jih je 137, se niso zaključili z Hladnikovo smrtjo. Jurak je napisal še nekaj nadaljevank, v katerih je opisoval Hladnikov pogreb, prenos posmrtnih ostankov v cerkev Jožefa Pompejskega, pa tudi opisal je zelo lep prizor v slovenski vasi. Slovenska vas je živ spomenik Hladnikovega dela, žrtvovanja in truda v Argentini. Potem je bil Jurak zaslužen tudi za to, da je iz teh podlistkov nastala knjiga.
Vendar za nastanek knjige je bil potrebno še drugi element, in sicer del Hladnikove družine, ki je živela v Gorici. V Gorici je živela Hladnikova sestra, kamor se je preselila v 60 letih iz Buenos Airesa. Njen sin, torej Hladnikov nečak, je bil odbornik pri Goriški mohorjevi družbi. Izbrskali smo zapisnike tistih let in januarja 77, ko se je odločilo o zbirki za naslednje leto, Goriška mohorjeva družba deluje še danes tako, je bilo več predlogov o knjigah, ki naj bi šle leta 78 in na koncu je pa odločitev, da med knjigami bo tudi knjiga Janeza Hladnika. Jože Jurak je tudi uredil to knjigo, ki po željah odbornikov ne bi smela biti obsežnejša od 180-200 strani, moral jo nekoliko skrajšati, ni nobenih vsebinskih razbir v tem, to je čisto prozaično, kar sem prej omenila, Goriška mohorjeva družba je delovala v finančno zahtevnih pogojih in zato knjiga, ki bi imela 350 strani, takrat je bila nepojmljiva. Jože Jurak jo je skrajšal, sicer ne kot so mu naročili uredniki, bila je bistveno debelejša. Izšla je v redni zbirki za leto 78, tisto leto v zbirki je šlo leposlovje od Zora Saksida, izšel je Snopič Primorskega slovenskega biografskega letnika, izšel je tudi koledar Goriške mohorjeve družbe. Vse to v tej obliki, tudi koledar, izhajajo še danes. Knjiga Janeza Hladnika leta 78 je išla v 2000 izvodih, letos po napisi je šel v 1000 izvodih. In tako za zanimivost vam lahko še povem, da je stala 3500 let, medtem ko je celotna zbirka s preomenjenimi knjigami stala 8500 let. Namenjena je bila širšemu slovenskemu prostoru, ne samo goriškega, ampak tudi matici, vendar je bila po nekaj mesecih prepovedana. Zakaj je bila prepovedana? V tej odločbi, ki sem jo videla na panojih, ne piše. Knjiga nima takih, ko bi rekla, močnih ideoloških poudarkov, da bi si zaslužila kot Žebotove knjige ali knjige Vilavičiča, ki so bile prepovedane, da bi bila prepovedana. Verjetno je, Janez to je še za raziskati, ampak si predstavljam, da je bilo to zato, ker Janeza Hladnika so enačili z likom, ki je omogočil politični emigraciji, torej bil je kriv med navednicami, da slovenska politična emigracija, ki dotlej je bila v begunskih taboriščih po Italiji na Koroškem, je prišla strnjeno v Argentino. Po 40 letih torej je išla druga izdaja Bogatena Hladnikovih spominov. Rečeno je bilo, da sem urednica, v resnici jaz sem zbrala delo, ki so ga naredili Rovtarji. Gospa Ivanka Koprivc je ta tekst, ki ni ravno kratek, ga je pretipkala že leta 2012. Gospod Peter Hladnik in pa Nuša Marinč sta zbrala fotografsko gradivo, ker ta knjiga je obogatena s približno 50-60 fotografijami. V knjigi smo objavili ponovno tudi izvoren uvod, ki ga je napisal Jože Jurak takrat leta 78. Na koncu pa smo dodali nekaj spominskih zapisov o Janezu Hladniku, zato da tudi s temi spominskimi zapisi idealno združimo tri narodne ude. Tako imamo spominski zapis, ki ga je Jurak napisal v koledar Goriške mohorjeve družbe leta 66. Daljši spominski zapis je zelo lep, ki ga je napisal Jože Košiček v zborniku Svobodne Slovenije leta 66. Jože Košiček je bil ravno tako begunski duhovnik. On je predtem deloval še v Rimu z Miho Grekom in potem se je preselil tudi on v Buenos Aires, kjer je živel do smrti. Tretji zapis je tudi kratek, ampak tudi zelo lep, ki je podpisal Jure Rode. Jure Rode je delegat slovenskih dušnih pastirjev v Argentini in v knjigi, ki je izšla leta 2002, ob 50-letnici slovenske vasi, torej kraja, ki ga je strnjenega naselja, ki ga je omogočil Janez Hladnik, so izdali zajetno monografijo o tem, kako je ta slovenska vas nastala, pa tudi o tem, kaj se je v tej vasi vseh teh 50 letih dogajalo. Ena od uvodnih besed je
Rodetova in objavili smo jo v tej drugi izdaji Kladivovih spominov. Kot zadnjo pa smo izdali, pa smo objavili razmišljanje oziroma spominski zapis, ki ga je v Rovtah leta 2016 prebral Edo Škulj med Mašo, to je bila podobna slovesnost kot današnja, v spomin na Janeza Hladnika. Gre za 4 zapise, ki so zelo osebni in ki so jih napisali ljudje, ki so Hladnika poznali in ki so razumeli domet njegovega dela, požrtvovalnost, globoko ljubezen, ki jo je imel do slovenstva, slovenskih ljudi, slovenskih krajev, slovenskih ljudi, kjerkoli so že živeli. Ta knjiga je po 40 letih torej ponovno povezala vseh nas in zato smo tudi izbrali eno tako bolj komplicirano obliko izdaje, ker najbolj enostavno bi bilo, da bi to knjigo izdala ena založba, ne pa 3 realnosti, ena od katerih je v drugi državi, tako da z birokratsko-administrativnega vidika smo si nekoliko zakomplicirali življenje, ampak z vsebinskega vidika ima ta knjiga močnejši domet, kot bi ga imela, če bi išla samo v enih založbi. Nazadnje želim tudi jaz čestitati vsem vam in vsem nam ob jutrišnjem dnevu državnosti. Hvala.